Lep pozdrav. Ura je 10 pa 11 minut. Malo nepričakovano sem od zunaj vstal, nisem planiral. Mislil sem, da bom šel domov, no. Pa sem se premislil, tako da bom tukaj vstal. Krasna noč, mirna. Tako da bom verjetno le ob ognju prespal nekako. Sicer nimam spalke, imam nekaj rezervnih oblačil, pa eno tako malo debelejši pončo, pa mislim, da se bo dal noč prebiti, počaka dan, da grem pol naprej. Za mano je ogenj. Me lepo greje. Najprej sem mislil, da se bom pač nekaj malo oblekel, ker bom še nekaj rezervna oblačila. Ampak moram priznati, da mi je praktično prevroče. Očitno sem zakuril ka pri norcih. Tako da bom probal takole pri ognju tole noč prebiti. Tema je težko snemati, tako da se vam jutri zjutraj javim, kakšna je bila noč. Zaenkrat pa lahko noč. Dobro jutro. Jaz sem noč nekako prebil, prespal. Sicer nisem veliko spal. Ura je bila krepko čez 10, ko sem šel spat. Ob 4 sem vstal, tako da sem šel še malo na lov. Nažalost brez uspeha. Me je srnak izza hrbta presenetil, tako da sem z lovom zaključil. Kako je pa noč izgledala, da si jo te lažje predstavljal. Takole za mano je bil ogenj. Ko zvečer sem se pač ulegel in mi je bilo toplo, ker je ogenj res močno gorel, tako da nisem rabil nobene stvari. Spodaj stara, dobra JNA šotorka, tale pončo in takole. In sem jaz lepo noč prespal. Tako da zdajle pozajtrkujem, pa lahko gremo malo okrog, da vidimo, kaj je kaj uporabnega že v naravi. Maline. Sem pa tja se najde kakšna gozdna jagoda. Gozdne jagode so pa vrhunske. Malina. Odla še ena. Tudi maline so da. Materina dušica je tudi kar precej. Predvsem se jo uporablja kot začimba. Vse povsod je polno mete. Meto uporabljamo za čaj. Jo naberemo, posušimo, lahko pa tudi kar svežo pač prelijemo z vrelo vodo, malo počakamo, pa imamo pač metin čaj.
Malo mete sem nabral. Ops, nekaj mi je padlo. Škoda je. Moram ven dobiti. Tole zelo nerado gre ven. Takole moja posodica. Meto bom kar takole malo zmečkal v rokah. Že lepo diši. Evo, takole. Malo vode. Pustimo nekaj časa, da se malo okus naredi. Pa imamo tak prijeten napitek. Po ene 10-15 minutah je že tale meta takole lepo barvo spustila, tako da mislim, da je tole čisto v redu za piti. Dobro je. Sicer je malo semeno to mes, ampak nič hudega. Dobro je. Tak prijeten okus, ko malo na mentol hoče potegniti. Odlično za piti. Če je bilo pa še malo sladkorja, bilo pa še bolj. Šentjanževka, tudi zdravilna rastlina, uporabna. Predvsem se uporablja za zdravljenje kakšnih opeklin, ran. Običajno se jo namaka v olje ali pa v žganje in se potem s tem mažemo. Posodica, ki ima take ročke, evo takle sistem, da lahko vi v bistvu držite, prenašate, dajete na ogenj in tako naprej. Sestavine današnjega kosila bojo krompirjevka, tole ima vonj po krompirju, zato tudi ime krompirjevka, s tem, da ta rastlina ima več različnih imen, jaz jo poznam kot krompirjevka. Potem bom dal listke armana, ki smo danes že govorili o njemu, ter tale materino dušico. Materino dušico bomo dali samo čisto malo, takole za aromo. Natrgal sem listke tegale armana, zdaj pa dam še krompirjevko not. Dodal sem še krompirjevko, zdaj pa še glavna sestavina, pa pride zdajle. Mesni narezek od Gavriloviča, zame je kralj vseh narezkov, po domač povedan doručak. Evo, še mesni narezek, pa voda, pa je to. Evo, če imamo takole, lahko brez skrbi nesemo skodelico. Placa naredimo. Evo. Da se to skuha in to je to.
Evo pa takole mešalko, da imam zamešati. Tole meni že počasi vre, pa da malo še pustim, pa bo gotovo. Palčka se mi je užgala, ročka, to pa nov dober. Za gozdno jed, čisto v redu. Rahlo je začel rositi, nekako ne diši, da bi bil mokar. V daljavi se tudi sliši grmenje, tako da jaz bom počasi tole moje potepanje po gozdu zaključil. Evo, ura je 20 do 5. Začel sem nekje včeraj ob 7 zvečer. Tako da je kar tole vse skupaj dolg časa trajalo. To bi bilo za enkrat vse, pa lep pozdrav, do prihodnjič, srečno!